Za marsikateri slovenski kraj so bili pred leti gozdovi, zlasti pa les, skoraj edino, s čimer so razpolagali. Gozd so si dobri gospodarji hranili za hude čase. To je bila najboljša kašča. Gozdovi so ljudi ščitili pred sovražniki in naravnimi nesrečami. Domiselni predniki so v lesu prebivali, z njim pokrivali strehe, se z njim greli in si iz njega izdelovali različno posodje za shrambo živeža in pijače in za transport. Nekaj drobcev so iz pozabe skušali iztrgati tudi člani skupin povezanih v etno odbor Jureta Krašovca Možnar. Ni naključje, da je bil prikaz na temo lesa in gozdov prav v Jurkloštru. Kartuzija, ki jo skušajo obnoviti in oživiti v zadnjih letih, pa steklarna, ki je bila tam do sredine 19. stoletja, predvsem pa zelo bogati in lepi gozdovi, so razlogi, da je z lesom povezana tradicija v teh krajih zelo močna. Seveda spravilo lesa na strmih pobočjih ni bilo prav nobena uživancija. Hlode so spravljali po drči ali lojti, kot so drči rekli na Kozjanskem. Tako delo je bilo težaško in nevarno za ljudi in živali. Biti močan kot konj pa pride prav od takih delovnih konj, ki so morali težke hlode kot za šalo premikati, kamor je hotel človek. S hlodi so potem počeli različne reči. Tiste lepše so razrezali v deske in plohe, iz slabših pa so naredili drva. Hlod so najprej obtesali, nato pa so ga razžagali. No, tole smo pripravili tako bolj prizoriš stojal za razrez, ker prav se je to delalo v gozdu čist noter, ampak bolj nekje za grvini. Tako da se je lahko z druge strani hlod gor natakal in potem se je pa tam obdelal, pa se je začel za razrez. No, kot tamle ste videli, kako se to žaga. To se hlod obdela dve strani, potem se poriše, žnura, tamle lahko vidite žnura, kako se to izgleda in potem se začne žagati. Tok pride do polovice hloda, potem se pa ta hlod po dolgem okolju obrne, se začne pa z druge strani. In zdaj, tu morajo biti dobri majstri, da to obvladajo, ko pridejo od obeh strani, da se to spoji. Če se to zaide, potem ne velja nič, tak majstri ne veljajo nič. To se mora spojiti, da se hlod ali deska lepo vcepi na vsaka stran. In tako se je hlod razžagal, jeden, drug, trik in tako je šlo del naprej. Ste pa pravzaprav prej dali v plajbo, ne? Da se ne bi zgodilo, da bi zašajdali? Ja, hlod mora biti lepo v plajbo ali tudi v vasarvaga, če se tako zavzame. Ampak vse skozi morajo ahtati. Točno, da se držijo tistega, kar se morajo. Če pa zaidejo, in to je pa bolj odvisno od teh, če niso vsi enako složni. Če jeden bolj vleče kot drug, bolj je to treba zamenjati. Levo, desno, enega sem, druga tja in tak je pol. Pa ste kdaj vi tudi zares sodelovali v kakšni taki skupini? Ja, jaz kot otrok sem sodeloval, ko so te prage po domače švelerje delali za železnico. Tu sem bil star tam 10 do 15 let, takrat se je še to delalo, no zdaj pa... Še samo takole, ne? Ja, samo takole. Takrat še ni bilo teh motornih žag, pa nič, samo take ročne žage, pa cimermanke, pa skere in s tem se je delalo. Začelo pa se je s tesanjem in če je že tam mojster slabo naredil, ne, je tudi potem slabo šlo naprej. Ja, tu so bili mojstri, ki so vedeli kaj, ampak včasih je bil tudi problem. Tu so iskali čim več, da se čim več švelerjev napravili in potem so pa z takih bolj tankih hlodov začeli tesati, pa se je ki zašlo malo, potem so bili pa problemi, ko je bil tisti šveler pretanek. In potem, ko je šel pa na trg, so jih pa tako malo skrivali sem tja, da so jih mogoče vse prodali. Kater les je bil pravzaprav bolj težaven za obdelavo? Kak mehak, kaka smreka ali bolj kak trd, kak hrast recimo? Šlo za deske ali pa recimo za tesanje nasploh? Ja, to je različno. Različno je, kje les raste, kako rast ima. Če ima naglo rast ali počasno rast, če je na skali rasel, ni važno. Je smreko les ali hrasto, tisti se ni žagal za vse nič. In tu so mojstri dobro vedeli, kjer ga je treba dati malo na stran, kjer ga je pa treba vzeti za obdelavo.
Danes seveda vse naredijo stroji. Tisto, za kar so na roke potrebovali cel dan, danes sodobna žaga naredi v 3 do 4 minutah. Kakšna storilnost in naglica. Rože in vrt. Revija za ljubitelje vrtov in sobnih rastlin. Pri vašem prodajalcu revij. Slabši les so uporabili za drva. Ta pa so lahko skurili v peči ali pa iz njih žgali kope. To je bilo sicer treba znati, a z ogljem se je dalo lepo zaslužiti. Lahko bi se, če bi se rekel, da bi se malo pohvalil, lahko bi se pohvalil s tem, da sem jih resnično zapalil ali pa zažgal takle najmanj 30 pa 40 komadov, čeprav sem malo mlajšega rodu, tako da mi je majhen tale stvar kar poznana, tako da nisem čist laik v tem, da vem, koliko pa kaj gre. Doma ste to počenjali? Doma pa predvsem za svojo korist. Lahko se pohvalim s tem, da sem se, kar se tiče finančno, pa bilo, ko bi rekel, dokaj dober upomogel s temle. Sicer so te kope zaresne, v resnici malo večje kot je tale današnja. Ta prave resnične kope so bile nekje, tole je samo en majhen del, en tak improvizirano prikazan, tiste prave kope so bile nekje vsebovali najmanj tam 7 do 8 klafter drv, to se pravi, klafter drv ima 4 kubike, to tako približno se ve, koliko je, in iz take kope smo tudi nekje dobili od 3 do 4 tisoč kil oglja. Kopa je morala biti sestavljena pravilno, da je imela lepo obliko. Za izolacijo so jo okrog zadelali s smrečjem ali praprotjo in nato z zemljo. Ko je bila kopa narejena, so z vrha v stržen usuli žerjavico, da je prišla do dna. Potem je moral ogenj priti do vrha in takrat je bila kopa nabokana in treba jo je bilo na vrhu zapreti. Nato se je začelo kuhati. Notranji križ ali boka je moral ostati cel, v notranjost pa ni smelo priti preveč zraka. Če se je zgodilo to, so namesto zoglenelih drv dobili le pepel in 7 do 10 dnevno težaško delo, kolikor je trajalo žganje kope, je šlo v nič. To je bilo posledica tega, ker je bila kopa, bi lahko rekel, površno zložena in je bil ta luft, po domače povedan, med drvim. In ko se je to vse skupaj kuhal, so te drve se sesedale in tam, ko je bil ta luft, je nastal prazen prostor in je prišlo do, ko bi rekel, izgorevanja in se je pol luknja naredila. In če te luknje ne bi zadelali, bi bila komplet kopa uničena in bi prišlo do, bi imel na mestu ogla pepel. Ker smisel tega je bilo, da je bilo res sam tlenje in da se je to sam kuhal, dušil noter, sam vlaga je shajala, drva je pa v celoti ostala. Tako da, če je bila pravilno skurjena kopa, ko smo jo razdirali, ko smo jo gasili, so bile drve v celoti noter, da so izgledale kot cele drve, samo da so bile zoglenjene. A je bilo kaj pomembno, iz katere vrste lesa recimo, so bile ta drva? Pomembno, veljal je vsak les za oglje, samo to je isto kot kvaliteta tudi pri drvih zdaj za kurjenje. Najboljši les je bil sicer gaber pa buko, drugače pa tudi vsak je rekel, da prodaja bukovo oglje, bilo je pa veliko tudi goljufanja, da so imeli kosti zram pa jevša pa to, ko je bilo najslabih za oglje. To so pol kovači videli, ko so delali, ker jim je najslabša kapaciteto ven dal, najmanjša toploto. Še pred leti ničesar iz gozda niso zavrgli. Iz manj vrednega lesa, iz drobnih vej in šibja so izdelovali različne uporabne pletarske izdelke. Košare, bokule in caje, kot se jim reče na Kozjanskem. Zelo pripraven predmet za nošenje različnih reči pa je bil koš. Pletar si je material za izdelavo vseh teh predmetov moral znati nabrati in pripraviti sam. Material pa to v glavnem pripravim sam, ker ga tudi dobro poznam. Je pa res problem, da tukaj na tem teritoriju, kjer živim, Kozjanskega, ni pravih takih najboljših materialov za to pletenje, kar se šibja tiče. Vaš najljubši pletarski izdelek, kaj najraje pletete? To ste me pa zdaj najdla. Če me to vprašate, potem najrajši pletem kozjanski koš, ki vam moram povedati, ali pa če hočete pokazati, vam tam nekaj pokazal.
To je recimo, jaz sem ta koš nesel na par razstav in recimo Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje, v glavnem oni delajo vse lesene podne, predvsem iz lipe in noter. Mi kozjanski model je pa nekaj čist posebnega, da se cel poden ali pa rit, ko mi pravimo po domače, naredi iz hrastega kola, ali kostanja ali pa agacije. To so tri vrste lesa, ki si dajo oblikovati, tako da narediš res lepo rit. No, pogledajte, to je zdaj tipično kozjanski izdelek, te riti za ta naš koš. Marsikje, ko sem bil, so rekli, ja čuj, pa se to je nemogoče. Seveda je vse je mogoče, to vse naredijo človeške roke. Mehn znanja, mehn sposobnosti, pa veliko dobre volje. In se to naredi. Začne se tule pri polenu, to je poleno. Potem se naredi locen, potem se naredi ta dva hlapca, potem se pa ta kole zreže in se da tukaj skozi. Pogledajte samo moment. Ta polen se priprav takole. To so lukne, pogledajte, ko grejo potem ti koli tam skozi in potem se začne ustvarjati koš. To prednost ima, da ni tukaj nobenih lukn, ko nekateri delajo lukne tole in potem ti tisti počas v hrbtenico začne žult. Tukaj pa nič, to je pa vse ravno in je nekaj posebnega, to so delali moje predniki, jaz sem to od njih podedoval in bom tudi nadaljeval dolgo živ. Na Kozjanskem, kjer so se dolgo otepali revščine, so še ljudje, ki imajo tradicionalna opravila v spominu in gibih. In velika dragocenost je, da to svoje vedenje radi delijo z drugimi. Takšni prikazi so izleti v preteklost, nostalgija pa je tisto, kar človek rad deli z drugimi.